Kolikšen je dejanski obisk portala izklop.com? Ja, izklop obišče na dan okoli 30 tisoč različnih obiskovalcev, obiskov pa na dan kar okrog 50 tisoč, kar pomeni, da poprečen obiskovalec obišče izklop tudi dvakrat na dan, imamo pa še večje oboževalce, ki obišče tudi po 10krat pa 20krat na dan. Govorimo o cifri 30 tisoč na dan. Se pravi, to merite z kakšnim posebnim števcem ali obstaja univerzalni števec? Ja, uporabljamo analitični sistem Google Analytics, ki se kot neki referenčni orodje izkazal kot nekako najboljši, tudi v svetovnem merilu. Tako da to so podatki kar tukaj točni, lahko rečem. Se pravi, da vi vašega obiska dejansko ne skrivate? Mi na obiska nimamo, zakaj skrivati, mi se dejansko z obiskom hvalimo, ker imamo številke, ki so dejansko zavidanja vredne in z veseljem na glas povemo o našem obisku veliko in tudi smo pripravljeni v vsakačni akciji menjenja obiska sodelovati z veseljem. Recimo, če se vrnemo spet nazaj k temu obisku, na Mosovi lestvici ste med prvih 15, če se ne motim. Ja, na Mosovi lestvici smo na 14. mesto. Most ima malo drugačno metodologijo merjenja, tam se upošteva še to, da dejansko, da lahko ena oseba uporablja dva računalnika, naprimer nekdo je na računalniku v službi pa doma, nekdo recimo v šoli in doma. To se beleži v sistemih kot dve osebi, čeprav je v realnosti to ena oseba, potem oni tam, zato dejansko pri Mosu je doseg toliko manjši, ampak tudi Most nam je nameril zelo dobro. Konkretno so na Mosu namerili 151 tisoč različnih uporabnikov na mesec, kar pomeni dejansko, to bi najbila številka, ki je pomenila, koliko je dejansko slovencev, ki hodi na izklop na mesečni bazi, oziroma na bazi 28 dni. Torej, to je v bistvu 15% celotne internet populacije Slovenije, kar pomeni, da je to že na nivo enega konkretnega medija, v bistvu pa dosti več kot marsikatera televizija v Sloveniji pa časopis. Se pravi, v 4 letih ste vi naredili zavidljiv naskok na ta obisk, oziroma zavidljiv obisk. Ja, definitivno. Kako vam je to uspelo? Ni neka konkretna formula za uspeh, predvsem je tu pomembno delo in promocija, predvsem pa delo na spletni skupnosti. Imamo ogromno spletno skupnost, ki sodeluje z nami, dodaja vsebine, dejansko morate vedeti, da vsebine v glavnem dodajajo vse uporabniki. Zatem pa stoji še dobra moderatorska ekipa, katero moram na tem mestu pohvaliti, ki poskrbi, da so potem te vsebine selekcionirane. Tudi moram poudariti, da je velika večina vsebin zavrnjenih, kar pomeni, da je selekcija velika. Samo res najboljše si je služil mesto in se potem objavljali vsakodnevno na izklopu. To pa dejansko ustvarja izklop takšen, kot ga poznamo. Spravi vsebina, skupnost, v kateri dosti delamo, prepoznavnost pa je potem povezana s tem obiskom, potem je tukaj čista logična posledica vsega. Obisk pa stalno raste, izklop je med mlajšo populacijo postal pravi kult, če nisi na izklopu, te ni na neki tak način in da smo zelo ponosni na naše obiskovalce. Lahko govorimo, da je lahko izklop neke vrste opinion maker v Sloveniji? Ja, definitivno je, pri tej populaciji sploh mlajši. Tudi govora je že dost na spletni sceni o izklop efektu, kot ga imenujejo. Namreč z objavo na izklopu je marsikatera stran doživela blazno velik obisk, to so bile potem rekordi obiskanosti. Tudi če v Google napišete izklop efekt, boste sami videli, o čem govorim. Konkretno so tudi že padali strežniki drugih, ko se je bila zadeva objavljena na izklopu, tako da je izklop opinion maker in upam, da še kar nekaj časa bo. Pa je možno na izklopu si recimo kupiti objavo, da si recimo stran dvigne obisk? Ja, tudi to je možno, tudi prakticiramo eno specifičen način oglaševanja, to je način oglaševanja v link oglasu. Pomeni, da je potem ta link izpostavljen 24 ur na vrhu in prinese zavidljivo količino obiskovalcev v enem dnevu, se pravi v 24 urah, tudi več tisoč obiskov, kar dejansko nobena druga stran Slovenije ni zmožna. Smo imeli namreč že primer enega oglaševalca, ki je v enem dnevu, v 24 urah, preko nas dobil preko 10 tisoč obiskovalcev. Spravi, tu govorimo o 10 tisoč obiski v enem dnevu na svoji strani preko nas. Kolikor mi je znano, pa sem se kaj pogovarjal z mnogimi predstavniki spletnih portalov v Sloveniji, ni nihče tega v enem dnevu zmožen narediti. To je pač možni sklop, ravno da svoje specifike, ker ima te linke, te druge se nimajo.
In to je ravno ta naša prednost pred drugimi. Kaj pa recimo politične stranke? So mogoče tudi politične stranke ugotovile, da je dobro, da bi se promovirale na izklopu, ne nazadnje izklop je tisti, ki vzgaja, ustvarja mladino, tudi mogoče javno mnenje njihovo? Tu bom tako rekel, politične stranke se po celem internetu odločajo za na neko širjenje svojega mnenja na nek pritlehen način, da se ljudje registrirajo na forume in razne portale in potem tam širijo to mnenje političnih strank, ampak to je seveda brezplačen način, ki pa ni dovoljen. Če takve mere opazimo, seveda zbrišemo, odstranimo, uporabnike kaznujemo z odvzemom uporabniškega imena, da bi pa spravo stranke financirale reklamo svoje stranke na izklopu, se pa žal še ni zgodilo. Seveda računamo, da v letošnji volilni kampanji, ki bo, koliko vidim, kar vroča, kjer bo tudi poskušalo privabiti mlade obiskovalce na volitve, da računam, da se bo letos prvič kaj premaknilo. Ker namreč politični marketing je povezan definitivno z spletnimi portali in tudi predvsem za populacijo, s takim kot naš, ki je pač populacija za mlade, in prek tega morda pozivam politične stranke, da se je pot odprta, se pravi preko plačivega oglaševanja lahko oglašujo tudi na izklopu. Pa imate mogoče pripravljen kakšen sistem, če se bo recimo kakšne stranke pojavile, da ne bo recimo razmaha samo v eno smer, da se nekako pokrije, ali ste odprti? Odprti smo za vse stranke, načeloma ni problema za oglaševanje. Če se bo samo ena opcija, druga opcija odločila, to je čisto stvar naročnikov, smo zelo fleksibilni glede načina oglaševanja, ampak dejansko zadeva je taka, kot vsak izdelek, ki se oglašuje, politična stranka je izdelek in prek tega bomo potem to tudi upoštevali. Se pravi, kdo da več, ima več oglaševanja, kdo da manj oglaševanja, kar je čisto logično. Ne moremo sami potem delati nekomu dati prednost, nekam manj. Na koncu koncev je tu zadeva, politika, kot vemo, je tudi povezana z denarjem in brezplačno se ne moramo iti nobene promocije, definitivno. Vaše podjetje ima sedež v Mariboru, pokriva v bistvu celotno Slovenijo. Je možno neko mariborsko podjetje, da lahko parira, ne vem, ljubljanskim podjetjem? Ja, sem pripričan, da sigurno lahko, ker mislim, da vse skupaj povezano bolj z znanjem, z nekimi izkušnjami, predvsem pa znanjem, tudi so potrebne seveda veze in poznanstva, kar je pač prednost Ljubljane, ampak ni to ta bistvena prednost. Kot primeru izklopa smo se izkazali, da smo dejansko eni redkih, če ne celo edini, bom rekel, v tem top 15 lestvici, ki nismo z Ljubljane, oziroma nismo iz tega, iz Štajerske konce, mislim, da smo kar edini, ki nam je uspelo kot neodvisnemu portalu priti tako visoko. Zato sem pripričan, da je možno, čeprav težje, ampak zagotovo je možno. Čeprav smo dejansko zelo močno vezani na Ljubljano, vse, kar se vrti okoli spletne scene, je povezano z Ljubljano, zato smo stalno na poti Ljubljana, Maribor, to pa res je. Kaj pa ta skupnost, ki ste prej omenili, to je v bistvu, izklop bi naj bil po mnenju poznavalcev največja spletna skupnost. Če tudi so recimo drugi portali, druge strani imajo večji obisk, ampak ne nazadnje tukaj imate obiskovalci, ki pač ostajajo, ne grejo stran. Ja, spletna skupnost, to prava neka definicija tega ne obstaja, ampak čisto logično pogledamo. Recimo največje slovenske spletne straniče omenjene, recimo najdi.si, to je v bistvu iskalnik, taka stran dejansko ne more imeti skupnosti svoje. Če nimaš ti nekih možnosti za komunikacijo, naprimer forumov, radnih chatov, kar pač izklop ima, je to recimo res obiskana in priljubljena lahko neka stran, nima pa skupnosti. Ali pa recimo, če je stran novičarska, tudi ima dejansko komentatorja, ampak to je tudi vse, ni neke navezave. Konkretno izklop ima zelo veliko, preko 18,000 registriranih uporabnikov, kot sem že prej povedal, dejansko tu so uporabniki, ki tvorijo cel portal, oni dodajajo vsebine, ki grejo pač potem kot selekcijo in je potem stran taka, kot je. Ampak tudi v realnem svetu se naši uporabniki dosti družijo, zato vsako leto organiziramo tako imenovani sklop party in se dobimo vedno na drugem koncu Slovenije. Letos konkretno smo bili v Kamniku in tam se pač družimo z uporabniki sklopa tudi v živo.